Starši, ne poslušajte svojih otrok, je rekla naša predsednica. Ta, ki se z LGBT-jem druži rajka z normalnimi ljudmi, ne? S temi, ki dokazujejo neko prisotnost IQ-ja, pameti in tako. Ampak nekako smo čakali ta stavka, ne? Zdaj, jaz bom si ta stavk nekako tako razmišljal, ker nisem več otroka, ne? Pa bom si razlagal ta stavk, da dragi odrasli, predvsem ljudje z pametjo, dušo in srcem, ne poslušajte vladarjev. To so tirani, to so lažnivci. Leave us kids alone. Pustite naše otroke primer. Prste stran od naših mulcev. Koga pa bodo poslušali? Vas, ki boste jih navadili pederajsajna in spreminjali spole. Koga ne poslušajo? Vas. Ne, nas bodo poslušali in mi ne bomo več poslušali vas z neumnostmi. Ne? In ta neumnost je šla toliko predaleč, da v bistvu se vsak normalen človek lahko konkretno vpraša, kam je družba zdrsnila, kaj je z množicami, kaj je z uradnimi inštancami, da narekujejo, kako že vremenske, da ne govorim, da je 27 stopinj so vročinski valovi, pa vse je poletje, kaj ni to normalno, da je malo bolj toplo, ne? Ampak da je treba dati 10 božjih zapovedi, ne laži, ne kradi, ne ubijaj, ovo. Oni se tega nič ne držijo, ne? Ampak mislim, ignoranca je šla toliko daleč, da ljudje so s svojo odsotnostjo uma pozabljajo otroke v avtu in zdaj rabijo po televiziji jim povedati, program mora jim biti naložen, da kaj je treba vse narediti, da ne bi pozabil otroka v avtu. Pa kaj ima ta država toliko pravka z našimi otroci? Le kaj jih srbijo naša mlada srca, čisti otroci. Vse to bi radi zdegenerirali. Nas so probali sprogramirati, našo mladino bi radi pa zdegenerirali. Pa to je mafija, lažniva, skorumpirana, sprijeno do amena. Pa kdaj bomo odprli oči pa rekli, gonte se v 3 krasne. Dost je. No ja, hvala Bogu, po Ameriki vojska že dela z raderko po teh svinjakarjih in da ne bo pomote, tudi po Avstriji že se pripravljajo stvari na končni lockdown in prav bi bilo in čas bi že bil, da se enkrat ta svinarija končno pomete. No ja, jaz sem optimist in vse to zagovarjam ves čas in vem, da prihaja Justice Day, dan pravice, kjer bo zadoščeno in očiščeno vse, kar je satanističnega uma prisotnega v naši družbi. Ne? Zdaj, poletje se je začelo včeraj. Normalno, zdaj bo malenkost bolj toplo in konc je pritoževanja nad dežjem in hladnim vremenom. Zdaj je začetek obdobja, ko se bomo pritoževali, se bodo pritoževali nad tem, da je vroče. Jaz imam poletje rad, nekateri greste že počasi na morje. Mi ta vikend gremo na piknik plemenitih in čistih in bom rekel razumskih ljudi, ki so nas obmetavali z vsemi možnimi obsodbami, kakšni teoretiki zarote smo, ampak ne, mi smo bili izpostavljalci zarote in smo jo izpostavili in ta zarota se konča, kadar je prepoznana in kadar je igra pride na plano. Resnica poliva čez vso laž in laž ne more več nasuvati svojega sranja, ker enostavno je prepoznana. Hvala Bogu smo se v letu 2-3 izobrazili in začeli prepoznavati lažnivce, prevarante, skorumpirance, narcisoidne ljudi, narcistični sistem in naši senzori so kirurška natančnost, kaj in kdo je. A ne? In ja, igra je končana in še enkrat, dajmo razumeti, predsednica pravi, otroci ne poslušajte svojih staršev. To je navodilo, dragi moji ljudje, sodržavljani, ne poslušajmo naših nadrejenih, jaz sem rekel, v Sloveniji ima oblast ljudstvo, ne pa Musarjeva, pa Golob, pa ostali pederski prijatelji, a je prav. Pa ne bodo zaščiteni ali pa nezaščiteni. Kdor je istospolen, lahko je zaradi mene, kakor če biti. Nimam nič proti temu, ampak to je intima, ne pa cirkus za na ulice. Okay?
Držite se, uživajte, kjerkoli že boste. Poletje je pred vrati, naj vam bo prijetno toplo, uživajte ga v miru, karkoli prihaja v prihodnjih dneh, tednih, mesecih, naj vas ne bo strah, ker če imate čiste misli in čisto vest, no problem. Naj pa se hlače fejst zatresajo tam, ki so nas vrteli okrog prsta, nas imeli za bedake, nas imeli za nesposobne kretene in so mislili, da nas bodo pelali v holokaust. Ne bo vam uspelo, to je jelovica. Ne, to je zdrav v zdravem telesu in marsikdo je že na tem kaj naredil in prav je tako. Stairway to heaven in gremo v nebesa po stopničko. Uživajte, vikend je pred vrati. Čau, čau.